10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero Martič in njegov Troll Tour, ure in ure prenosa v živo. Ampak kdo ima čas za vse to? No, zato smo tukaj mi. Vzeli smo ves ta kaos in ga strnili v eno kratko analizo. Gremo pogledat, kaj se je dogajalo prvi dan na poti od Ptuja do Maribora. Pripravite se. Kaj pa grmi, brat? Ja, točno s tem se je vse začelo. In veste kaj, ta ena sama poved popolnoma napove vse, kar sledi. Čisti haos, nepredvidljivost in energija na polno. To je bil ton za cel dan. Torej, prva postaja Ptuj, najstarejše slovensko mesto, mimogrede. In tam ga seveda niso pustili samega. Pričakala sta ga lokalna vodiča, Slovensko budalo in Tomek. In ja, tako je bilo jasno, da imata pripravljenih kar nekaj presenečenj. In prvi izziv? Seveda, nekaj, kar Pero naravnost obožuje. Ne, se hecam. Pekoča paprika. Za nekoga, ki ne prenese pekočega, je to res popoln začetek, a ne? Takoj so postavili pravila igre. Pričakuj nepričakovano. In to dobesedno. In kaj narediš, ko ti gorijo usta? Prosiš za jogurt, seveda. Ampak v tej družbi nič ni tako preprosto. Pero je takoj posumil, da to ni navaden jogurt. Njegova teorija, svinjski jogurt. A veste, ta trenutek, ta absurdna ideja, to je v bistvu esenca celega dneva. Popoln komični kaos. Šele dobro so se odpeljali, pa že akcija. Pojavijo se prvi stream snajperi. To so tisti gledalci, ki v živo spremljajo prenos in te poskušajo najti. In kaj to pomeni? Hektična vožnja skozi mesto, polno navdušenih oboževalcev, ampak, roko na srce, tudi precej zabavna. Ok, do zdaj smo imeli pekočo papriko, svinjski jogurt, lovljenje po mestu, kaj bi lahko sledilo? No, nihče ni pričakoval tega. Tura naredi popoln preobrat za 180 stopinj. Iz modernega kaosa smo skočili naravnost v antični Rim. In to mislim dobesedno. Sledil je en tak nadrealističen trenutek. Pero postane rimski legionar, dobil je poln oklep, 10-kilogramski ščit, meč, cel paket, pa še novo ime so mu nadeli, pazite to. Sveti Cezar III. Predstavljajte si ta prizor. Ta bizarna situacija ustvari en tak neverjeten kontrast. Na eni strani imaš sodobnega youtuberja, ki se sekira zaradi internetne povezave in stream snajperjev, na drugi pa antičnega legionarja, ki se pripravlja na boj z barbari. Absolutno noro. In Pero seveda se je popolnoma vživel v vlogo. To je pač on. Preden so se usedli k rimski pojedini, je imel en tak strasten, malo zaigran, ampak vseeno, junaški govor. Pripravljen je bil umreti za svojo državo. Neverjetno. Dobro, premislimo. Za nami so rimske preizkušnje pekoče potegavščine. Ptuj je letvico postavil res, ampak res visoko. Vprašanje je bilo logično, kako za vraga lahko Maribor to sploh preseže. No, pa smo v Mariboru. Zamenjava scene, zamenjava vodiča. Tokrat je štafeto prevzel youtuber Jack on the Box. In ja, množica oboževalcev, ki jih je pričakala, je bila še večja. Energija je bila na vrhuncu. In tisti kontrast med Ptujem in Mariborom, takoj se je čutil. Iz antičnega tabora smo skočili naravnost na streho moderne stavbe. Prva postaja Luft, restauracija z res, ampak res norim panoramskim razgledom na celo mesto. In tam jih je pričakal lastnik, ki je bil, recimo temu, precej samozavesten. Njegova izjava? Pravijo, da je to najboljši burger v regiji. No, s takšno napovedjo so pričakovanja seveda poletela v nebo. Ampak veste kaj? Očitno ni lagal. Hrana ni niti malo razočarala. Pereva reakcija, tisti pristen poudarjen krik, o, kako je dober. Ja, to je bil najboljši dokaz, da je lastnik vedel, o čem govori. Ampak dan seveda še ni bil končan. Po vsej tej hrani in druženju je sledil veliki finale, adrenalinski finale. Odpravili so se na Pohorje, kjer sta jih čakala dva nora hitra spusta v dolino. Že sam vzpon je bil doživetje. Tista vožnja z gondolo na 1000 metrov, počasi se dvigaš, pod tabo pa se odpira razgled. Nekaterim je to dih jemajoče, drugim malo para živce. Vsekakor je stopnjevalo napetost pred tem, kar je sledilo na vrhu.
Za začetek, vožnja številka 1, gorski karti. To je v bistvu hitra, ovinkasta dirka po gorskih poteh. Zelo zabavno, ampak to je bilo samo ogrevanje. Resno, samo ogrevanje. Ker glavno vprašanje je bilo, kako nevaren je lahko pohorjet. To ni kar nekaj. To je enotirni tobogan, ki obljublja res noro hitrost in občutek, da nimaš praktično nobenega nadzora. In potem je prišel na vrsto pohorjet. Že samo pogled na to zadevo je bil dovolj, da te stisne. Prva reakcija, tisto, o ne, ni šans, mislim, to pove vse. To je bil tisti pristen strah, še predne se je vožnja sploh začela. In potem se začne. Polna hitrost, tobogan pospeši do vratolomne hitrosti. Tista mešanica panike in čistega nefiltriranega adrenalina na njegovem obrazu, neprecenljivo. Na vrhuncu spusta res se je zdelo, da je vse skupaj popolnoma brez nadzora. Tisti kriki, padel bom, to je bil res srcebijajoč vrhunec celotnega norega dneva. Torej, če potegnemo črto pod prvim dnem, kakšen je bil, popolna mešanica nasproti. Iz antične zgodovine in pekoče paprike na Ptuju smo skočili na urbane razglede in adrenalin v Mariboru. Ampak rdeča nit vsega, ena sama beseda, kaos. Nenehna, neusmiljena in totalno zabavna kaotična energija. In po vsem tem, po rimskih legionarjih, po zgorskem toboganu, ki te skoraj vrže s tira, se res lahko vprašamo, kaj za vraga lahko sploh sledi drugi dan? Kako je sploh mogoče preseči to stopnjo kaosa in intenzivnosti? No, bomo videli.